Z mano je Arne Hodalič, fotograf in fotoreporter. Živijo. Živijo. Več kot 30 let fotograf, a obstaja pri fotografu takega kova, kot si ti, kriza, delovna kriza, ni več navdiha. Kaj naj sploh še fotografiram? Ne, sploh ne. Obstaja kriza, da ne moreš delati, tako kot je zdaj. To je moja velika kriza. Ne, obratno. Jaz skozi rajši delam, skozi več projektov je, tako da ne vem, kako se bo to končalo pravzaprav. Ja. A res? Kako si pa preživel mimogrede leto 2020, glede na to, da si navajen biti 300 dni na leto odsoten? Ja, 20 je šlo brez potovanja, tako da smo pač malo urajali druge stvari. Seveda je pa to zelo težek udarec za nas, ker pač od tega živimo. Ne? To ni, da bi malo potoval za svojo zabavo, tako kot si veliko ljudi predstavlja. Jaz konkretno potujem zato, da nekaj naredim, da naredim eno zgodbo, da jo potem ali prodam časopisom, ali jo nekako besedem v predavanja in tako naprej. Skratka, to je moj poklic. Ne? Ja, in kako si napolnil to leto 2020 potem, s čim vse? A si kaj ugotovil novega o sebi? Ne. Ne, ni bilo časa to, da sem še bolj živčen, ja. Ne, pa sej ni bilo tako hudo, no, zato ker je bilo kar veliko dela, tudi nekje na osebni ravni, preselili smo se in tako naprej, tako da je bilo kar, smo se zamotili, ja, veliko je bilo dela pravzaprav. Arhiv sem urejal veliko, zato sem tudi izdal letošnji koledar, z arhivskimi fotkami, ker sem si vzel čas, da sem šel res čez tiste stvari, ki si že zdavnaj pozabil na njih. In tako da ne, kar se tega tiče, je šlo v redu, 21 smo pa že začeli potovati, smo se pa glih kar vrnili iz Emiratov. Delovno seveda. Ja. Ker zdaj veliko ljudi hodi na dopust v Dubaj, ne, delali smo, eno knjigo delamo dol. Ali ja, lahko vprašam kaj? Ja, eno knjigo, 3. knjigo že dol, ja. Že 7. sem bil, zdaj gremo 8. čez 14 dni. Ja, glej, kot fotograf si obiskal mnogo področji, kjer so se zgodile katastrofe, ne? Zakaj odhajaš tja? Recimo Pakistan, pa minska polja, pa potem recimo ta projekt na Soči v Ljubljani, ki ukrevajo rehabilitacija. Begunska taborišča, Zahodna Sahara, to je bil ta zadnji tak velik. Mislim, v tem smislu kriznih območij. Zdaj je tam vojna, smo zdaj hoteli iti, se ne da. Smo se bali, že ko smo bili dol, ko smo intervjuvali ljudi, da se pripravlja nekaj hudega in praktično, ko smo prišli nazaj, so se začeli vojskovati. Tako da zdaj se zaenkrat še ne da dol. Jaz sem se zelo potrudil, da bi prišel, pa ni šlo. Tudi z najvišjimi vezami, mi smo se s predsednikom poznamo, tako da ne pustijo več zdajle nikogar, bomo videli, kaj bo. Pa samo mimogrede, te takšne razmere ne ustavijo, ko veš, da se nekje pripravlja na vojno, ne rečeš, kaj mi tega treba? Ne, sploh ne, to je pač mogoče inspiracija tudi na nek način. Zdaj, mogoče treba to malo drugače vsem pogledati. Minska polja, si rekla, Minska polja je res en specifičen projekt, ki ga delam, mislim, da 20 let, ali pa ne, že več, mislim, da je 20-letnica glih bila. Tako da delam to pravzaprav od takrat, ko sem bil še med vojno v Sarajevu, še v okupiranem Sarajevu, pravzaprav smo tam dočakali konec vojne. Tam sem kar veliko stvari videl, bil sem nekaj dni zatem, ko je most padel v Mostarju in tako da res vidiš grozne stvari in predvsem, kar me je najbolj takrat zaboleli, so bile ta žrtve mine, ki so pravzaprav res najbolj nedolžni. Ponavadi otroci, kakšni pastirji, se igrajo tam okrog hiš in tako naprej. In takrat sem si zadal, da bom pač celo življenje delal za njih, če se bo le dal, dokler bojo obstajali. Ta ITF, to je neka fundacija slovenska, ki je zelo uspešna in to vse brez plačila. In potem to potegne tudi v druge projekte in greš naprej. Ja, no to sem jasno, to je zdaj že znano, ko gledaš pač tvoje vse delovne dosežke, vidiš, da ne gre pri tebi sploh v prvi vrsti za lepoto, kljub osupljive razglede, ampak da res gre za služenje. Mislim, služenje človeku, služenje družbi. To tudi sam prepoznavaš, da je to tisto, kar te zares navdihuje. Mogoče si to tekom 30 let ugotovil ali si že v štartu bil tu? V štartu zagotovo ne. Jaz sem nekje ena taka 3 obdobja v svojem življenju, bom rekel, fotografska. Ko sem začel fotografirati, sem res fotografiral samo lepote. Prvi ta velik projekt je bil Indija in potem še naprej cel kup projektov v tem smislu. To se pravi, jaz sem se, bom rekel, če je bilo kaj grdega, ne dobesedno, ampak na pol res obrnil stran in
naredil nekaj, kar je bilo meni in vizualno in tako, pač občudoval sem svet. Jaz sem takrat začel potovati, ne, mislim, bistveno mlajši. Potem sem pa v enem hipu, po parih letih tazga dela, sem pa rekel, čakaj, saj svet ni to. In sem se zelo obrnil v to negativno, takrat je bila Gaza, Intifada, Pakistan, kup teh stvari grdih, ne, vojnih tudi. In pa sem pa tudi po tem obdobju rekel, čakaj, saj svet pa spet ni pa samo grd. In zdaj nekako v tem tretjem življenjskem obdobju pa poskušam pač oboje, a ne. Če je nekaj takega, da me zanima, tako kot je bila recimo zdaj Zahodna Sahara in problemi teh beguncev, ki so tam že 40 let v begunskih taboriščih, 40 let, nategnjeni, izrazu od Združenih narodov, ki so ena najbolj goljufivih organizacij na svetu in tako naprej. In to me pač pol ziritira in gremo tja in nekaj naredimo. Po drugi strani smo bili v Albaniji tik pred tem, smo delali pa cerkve, pa freske, pa maše, pa lepo. Ja, to se pravi, izziva ne zmanjka. A imaš mogoče vizijo za naprej, zdaj, za naslednjih 5 let recimo? Ja, seveda, da jo imam. Za Katjo sva začela ta velik projekt Izginjajoče kulture, to sva pač oba sva avtorja in organizatorja, vse skupaj. Zdaj sva bila na 4 lokacijah in bi si seveda želela še veliko teh lokacij. Ker je pa to najin projekt, to se pravi, ga sama financirava, je seveda temu zelo težko se zorganizirati, mislim, predvsem finančno, da to si sploh lahko privoščiš. A podprt pa ne moreš biti od koga? Ne podpirajo veliki ljudje z veliko denarja tega? Me bo kdo podprl? Ja, ne, resno, no. Ja, poskušam, ampak zaenkrat še majhne stvari, to tam Jurija 2, tako prijatelj. No, to so res majhne za takšne podvige, kot se jih vidva s Katjo gresta. To je, kot ti bom rekel, ena lokacija stane, mislim, odvisno seveda od lokacije, ampak nekje od 4 do 6 jurjev, ni to toliko. Tako da tisti sočak mogoče je za kaj, gorivo? Za recimo džip najed. 100 evrov na dan je ponavadi džip, ker ti brez džipa tega projekta ne moreš peljati, ker gremo res v kraje, kjer so res odmaknjeni. To je tudi bistvo projekta. To je zagotovo ena vizija, potem pa tisto, kar bo sprot prišlo. My name is Arne Hodalič. And I'm Katja Bidovec, and we are photographers now in Namibia, working in our long-term project called Vanishing Cultures, and this is our 3rd location. And you have to cross some quite hard 4-wheel off-road roads to reach those places. One, for example, is Van Zyl Pass, which is the holy grail of all the off-road drivers, and it's quite difficult to pass that pass. It's high, it's steep, it's let's say it can be dangerous as well. When we reached those really remote villages, of course, they were surprised by our studio, our remote studio. They gathered again, like everywhere. They gathered in big numbers, and it was very easy to take pictures of them because they were there. They are dressed very traditional, so you don't have to add or remove anything at all, and it is not our goal, of course. So it was actually very easy project to do some really good portraits of those natives. Once this trip will be finished, of course, we will do a lot of editing, a lot of preparation around the photos, and of course, at the same time, we are planning new locations to continue the project Vanishing Cultures. Zakaj, mislim, kako to, da na tej poti, ko si odkrival in spreminjal tudi svoje smernice, recimo, nisi spremenil, zakaj fotografija, zakaj ne video? A ni video bolj poveden? Absolutno. Še danes mi je nekako žal mogoče, da nisem šel bolj v video.
Ne vem sicer zakaj, da nisem šel, zdaj pa že prepozen. Mislim, to je popolnoma drug jezik. Mi imamo veliko fotografov, ki mislijo, da so tudi videasti, pa so daleč od tega. Tukaj je treba narediti takole. In tega jaz nisem bil ali sposoben, ali pa nisem hotel narediti, ker je to en razlog, da je pač jezik popolnoma drugačen, skoraj večji razlog je pa, da z videom, če hočeš nekaj resno narediti, so velike ekipe. Jaz pa tega nekako ne maram, ker jih je težko menedžirati, krotiti, v narekovaju, vse to zorganizirati, večji denarji so, cela ta produkcija je... Veliko zahtevnejša, ne? Veliko zahtevnejša in to se meni ne lupno. Ker vem, kaj bi se zgodilo na koncu. Ukvarjal bi se s produkcijo, bil bi producent, pa denar bi lovil, pa ne vem, ljudi, ki bi snemali. Zakaj, če jaz rad snemam? Ja. No, zdaj si odgovoril tudi na to, da vendarle pa izhajaš iz tega, da je tebi dobro, ne? Karkoli že tudi počneš, da je tebi to pisano na kožo. Kar je čisto legitimno, pravzaprav, da človek poskrbi najprej zase in potem še za vse ostalo. Se popolnoma strinjam. Lej, ti moraš živeti, če hočeš biti produktiven, če hočeš nekaj tudi dati, moraš to delati z veseljem. Tisti, ki ne dela z veseljem, tudi nič od sebe ne da. In jaz mislim, da je tukaj oboje. Če ni veselja, potem tudi ni rezultatov. Ja, se strinjam. Je bil kdaj na teh recimo 30 plus letih moment, ko si skoraj zamenjal poklic? Ne. Kje pa, skozi bolj mi je to všeč, skozi bolj vidim, da sem se prav odločil in skozi bolj nekako, bom rekel, cenim to odločitev svojo, ki je pa šla bolj tako spontano kot ne, da mi je to uspelo, da sem lahko praktično celo najbolj aktivni del življenja delal to, kar... Torej je to tvoja usoda, Arne, verjameš? Ja, zagotovo. Mislim, imam še druge veselja in radosti, če bi recimo zdaj en rekel, zdaj pa ne smeš več fotografirati, bi še kaj lahko delal tudi z veseljem. Kaj je takega, kar rečeš, ko bi vsaj enkrat to ujel v svoj objektiv? Je kaj takšnega? Karkoli na tem svetu? Ja, zdaj to se mi je malo presenetilo. Verjetno je, ampak ne morem tako na prvo žogo odgovoriti. Ni še tako razjasnjeno, da bi rekel, joj, to si pa enkrat želim, če bo le možnost. Niti ne razmišljam v tem smislu, ker sem toliko star, da vem, da se to ne bo zgodilo. Imam toliko izkušenj za sabo, da bi si nekaj takega, to je za mlade, da si nekaj tako blazno želijo in je to prav, da si želijo. Jaz sem bolj, bom rekel, na zemlji. Jaz si sam želim narediti dobro zgodbo, dober projekt, dobre fotografije in potem tudi dobro to nekako, bom rekel, unovčiti, ne v smislu finančnem, ampak pač, da se to zavrti, pokaže, pogleda. Ja, kaj oziroma kdo oziroma kaj je tvoj kompas v življenju? Ja, fotografija. Fotografija te vodi, dobesedno ti življenje gledaš skozi oko fotografa, vse. Naj bo neka hrana na mizi, naj bo nek človek, ki ga srečaš, ulica, ki jo... Praktično vse gledaš skozi to. Tudi vaš življenje, tudi privatno življenje je posvečeno temu. Mislim, konkretno midva s Katjo, kjer sva pač res se ujela v tem poklicnem in tudi osebnem seveda življenju, delava 24 ur na dan, samo to ni delo, to je življenje. To je način življenja. Kako hitro, recimo, če se predstavljamo v kakšnih situacijah si, v situacijah, ko se lahko v trenutku vse spremeni, ne samo vremensko, kar se tiče vojne, miru, kar se tiče različnih ljudi, vse je nepredvidljivo. Kako hitro zamenjaš smer, kako hitro si se sposoben odzvati, odreagirati, najti v momentu najboljšo rešitev? Ali te to preveč pravzaprav spravlja pod stres? Ne, sploh ne. Na terenu sploh ne. Mene pod stres spravljajo pač razmišljanja, mislim pod stres ne zelo velik, ampak na nek način zagotov predvidevanja, kaj se bo zgodilo tukaj, organiziranja, a smo to se dobro, a bo to šlo skozi, ali to ne bo šlo skozi. In tega je kar velik, če greš delati eno zgodbo, ker to ni potovanje, še enkrat, ti ne greš s fototorbo, tako kot si večina ljudi predstavlja, in vidiš nekaj, vzameš fotoaparat ven in ga daš nazaj not in greš naprej. Tukaj so stvari naprej določene, zgodba mora imeti neke določene elemente, sklope fotografij, gledaš, to že imam, tega še nimam, to na terenu je res delo. In jaz na terenu zares zaživim, tako rekel, tam je, to kot jim rekel, na terenu najboljši spim, to ti veliko pove.
Doma se zbudiš, pa imate to. Ja, se pravi, razmišljanje ni zate, ko je pa akcija, si pa tam si pa doma. Pa spim tudi, če je treba v luži, pa spim boljš, kot doma v posli, ker je pač to tisto, kar te žene. Ja, prav nomadsko življenje pravzaprav tudi, ne? Res nomadsko življenje. Ja, ampak ne toliko, kot si mogoče kdo predstavlja. Tukaj so le mogoče 3 poti na leta. In letos, zadnja leta, smo začeli kar veliko se ukvarjati tudi z organiziranjem potovanj, za fotografe, fotografske ljubitelje, kar veliko destinacij, celo Slovenija. Tako da to je tudi en od načinov, ker jaz sem začel predavati na faksu fotografijo. Mislim, da so zadnjič rekli, jaz sem že pozabil, enih 15 let že predavam na FDV-ju, potem pa še na 2 drugih faksih zdaj v zadnjem času, tako da na 3 fakultetah, mislim, visokih šolah predavam. A rad predavaš? Rad, ja, rad. Mislim, ne vsem, pa ne vse. In zdaj tisto, kar nisem rad, sem kar pustil. Zakaj pa bi, če mi ni fajn, tako da, ja, to mi je fajn, tečaji so mi fajn se je z ljudmi malo podružiti, malo razpravljati. Ja, tudi to se vidi, recimo en zanimiv projekt, kamor si bil povabljen, The Better Moments. Ste organizirali oziroma si bil na workshopu na Kubi. Na Kubi, to gledamo zdaj v tem trenutku tudi posnetke, koliko ljudi mislim, iz vseh držav sveta, iz raznih držav sveta pride in se uči od tebe in ti je hvaležnih. Hkrati pa to zate ena močna referenca, pravzaprav ta projekt, ne? Ja, ta projekt je kar močna referenca, glede na to, kakšni fotografi so zraven. To so res tukaj svetovno, ne eni najbolj, ampak kar najbolj priznani fotografi. James Nachtwey je legenda, itak, vsi ga poznajo. Steve McCurry, Nick Nichols, Sisi Brimberg, to so vse, rekel, eminice. Kako so do tebi prišli tu? A veš, jaz pa že pozabil. Ne vem, poklicali so me. Ne vem, pozabil sem. Pa oni so me poklicali, seveda. Ja, jaz nisem vedel za njih. Potem recimo s Katjo tudi kaj zaplešata tam, vidimo polno teh kubanskih plesalk in plesalcev. Ali je to vse samo za fotoaparatom ali potem, ko se ugasne Arne, tudi zapleša in tako? Arne nikoli ne pleše. Arne ni plesal tudi na maturitetnem plesu, ko je bila moja partnerka Miša Molk, ki sva bila sošolca in je bila blazno jezna, ker nisem hotel plesati na maturitetnem plesu, v četvorki ali kva je bilo. Ja. Nisem plesal. S Katjo tudi še nisem plesal. Ja, mogoče pa to je naslednji izziv. Ali ne? Dvomim, da bo prišlo skozi. Bi me mogla videti, kako plešem. Pa bi rekla, ne, kar pusti. Ostani. A re? No, zdaj bi pa res to rada videla, veš? Ne boš. Ja, se vem, da ne. Pred kakšnim izzivom se ustaviš in zakaj? Ja, to je zanimivo vprašanje. Zdaj, kaj to je sploh izziv? Zagotovo je stvar, ki mene ustav, je zagotovo neko udiranje ali v zasebnost, ali v neko trpljenje ljudi, ki tega nočijo. Tukaj rečeš, ok, jaz nisem tisti, ki bom šel pa za dober posnetek, ne vem, enemu roko odtrgal, govorim seveda v prispodobah, ampak bom rekel, ok, če ne, se ustavim in grem, pač drgam. To kot izziv, zdaj, kot izziv. Ja, to je izziv, ja. Ne vem. Ne, se ne ustavljaš. Ali si pa take izzive dajem, da se mi ni treba ustavljati, veš, ker to si izzive si itak sam postavljaš, kaj boš delal, kako boš kaj naredil. Te izzivi na poti so pa vedno obvladljivi. To je pravzaprav potovanje, tudi če je v najbolj zahtevnih razmerah, najbolj, bom rekel, težkih ali pa tudi nevarnih razmerah, se da obvladati, se da. Si kdaj kakšne posnetke, ki so bili res težko dostopni in dosegljivi, izgubil? A izgubil? Ne. Naredil sem jih, izgubil pa nikoli. Ja, ampak pol sem jih izgubil, ampak druga polica je bila dovolj dobra, da še zdaj govorim o tej zgodbi. To je bilo, ko smo mi ukradli računalnik v Južni Ameriki in jaz imel vse gor, ampak pa smo nekako z enih starih diskov, pa nekaj smo še potegnili skupaj, pa je prišlo recimo tretjino materijala, ki sem ga posnel, vseeno nazaj, k meni, tako da sem iz tiste tretjine, slabše tretjine mogoče, ampak kakorkoli, vseeno naredil zgodbo, tako da zares nikoli nisem... To je pa v bistvu že skoraj na meji čudeža, ker to se zgodi vsakemu, ki... Tako, to je pa res na meji čudeža, da bi rekel, ne vem, če bi najdel eno zgodbo, ki bi rekel total flop, tako da nič od nje. Je nekaj zgodb, seveda, ki jih, ali pa potovanj, ali pa karkoli, ki jih mogoče niso bile tako uspešno ali prodane, ali videne, ali gledane, ampak so bile narejene. To so drugi elementi. Če ti nekaj ne moreš
Pa sem imel že izmenjene res fantastične objave, pa ni šlo skozi, ampak ok, to je del zgodbe. Ampak da bi pa rekel, da bi prišel domov, pa rekel, tudi ene fotke nijem, to se počne. Vseeno te bom vprašala, je kakšna fotografija, za katero ti je pa bilo žal, da si jo naredil, da je bila na meji tega moralnega, da si pokazal na neke grobove, na neko nesrečo, da si malo izkoristil, ali kako bi rekla, da te je ta skušnjava premamila? Ja, to bom kar direkt, to je moje največja, nič po moji krivdi, ampak vseeno vzameš neko odgovornost nase, popolnoma nič po moji krivdi. Namreč, kar nekaj let nazaj sem šel delati zgodbo na Kubo o teh potapljačih, ki jih je takrat še živeči Fidel Castro imel direktno pod svojo kontrolo. To je bila ena firma in sem naredil zgodbo o tem, kako o iskanju zakladov in smo res našli, oni so že prej imeli, mi smo šli tam takrat izkopavati eno špansko galejo, Santa Maria di Rosario je bilo ime, so jo v arhivih našli, tone zlata, kile zlata, fotke, super, še zdaj so te fotke nekje aktualne. No, zgodilo se je pa to, da zelo so bili prijazni, ker so me vzeli na ladjo, mi smo na ladji živeli, se potapljali, predstavljam špansko galejo, tako kose zlata v rokah. To ni vsak dan. Ne predstavljam si, res ne. No, potem smo pa to sem še delal še v Parizu, in sem imel, ne svoje agencije, jaz sem bil del agencije, ki je distribuirala moje delo in so pač prodali ne vem kam, v Španijo nekam in tam so pa te fotke brez podnapisov zlorabili, bom rekel, na nek način in so rekli, poglejte, kako živijo pač te potapljači od Fidela Castra, ki se potapljajo v zlatu, potem zraven so pa pokazali tiste ljudi, takrat so glih bežali na gumah na Florido, to zdaj ne delajo več tega, ampak takrat je bilo, če se spomniš, na takih traktorskih gumah so se spuščali, grozen. In ne vem zakaj, temu, da sem jaz pač vsa dovoljenja itak, so tega človeka potem zaprli, ki je mene najbolj gostil. In mi smo potem dali diplomatsko noto, pritožbo, ker so čisto napačne podnapise napisali. Oni so pol naredili tak demanti pa. In zdaj, koliko časa je on sedel, kva se je z njim zgodilo, pojma nimam, ampak to ni dober feeling. Nekoga, ki ti je res blizu, tudi na koncu kot prijatelj, da ga spravaš v keho za svojo zgodbo. Ampak ne po svoji krivdi. Ja. Časi so res čudna pota življenja in kakšnih dogodkov in tako naprej. Kakšne stvari so tudi nepredvidljive pravzaprav, oziroma neizogibljive. Ja. Arne, še en res zanimiv intervju s tabo. Mislim, da bi lahko nadaljevala, ampak za danes je to vse. Hvala ti, da si prišel. Z veseljem. Še kdaj. Veselje. Še bolj konkretno zgodbo, da recimo obdelamo. Ja, prav, se strinjam. To je bil Arne Hodalič. Generalni pokrovitelj intervjuja je Fotograd.